Smlejcem je prekipelo. Zakaj se je krajevna skupnost Smlednik odločila za zaporo tako pomembne ceste, kot je ta regionalka oziroma republiška cesta R314 od Kamnika proti Škofji Loki? Ja, krajevna skupnost se je za zaporo tako pomembne ceste, kot ste rekel, odločila iz preprostega razloga, ker je promet po tej cesti skoraj nemogočen. Cesta je v izredno slabem stanju, tako da je, poleg tega, da je promet nemogoče, prometna varnost na cesti tudi izredno slaba. Dobivali smo pisma iz osnovne šole, šola se je pritoževala, svet šole, da je potrebno v zvezi s tem nekaj ukreniti. Da je cesta potrebna popravila, je jasno, in to so spoznali tudi odgovorni in pristojni, saj so v proračunu Republike Slovenije za leto 1993 namenili 42 milijonov tolarjev za obnovo te ceste. Skratka, da je problem resen, vemo vsi, in tisti, ki se po cesti vozimo, in pristojni. Zataknili se pa seveda pri izvedbi oziroma pri tem, da je denar treba za ta namen dejansko dati, da je potrebno pogodbo podpisati, ker edino s podpisom pogodbe med investitorjem in izvajalcem mi imamo zagotovilo, da bo obnova res tekla. Ker pa se zavaja ali pa navaja razloge, in sicer v Ministrstvu za finance in delno tudi v Ministrstvu za promet in zveze, kjer navajajo razloge, ki smo jih mi poslušali že leta, ki smo jih poslušali leta 1991, ko smo cesto zaprli, pa smo še delno verjeli, mi ne verjamemo več, da bo letos do obnove resnično prišlo. Denar se bo, tako kot se je do zdaj oziroma v preteklih letih, verjetno tudi letos, saj namen je tak, porabil za druge namene, ne pa za obnovo tega cestišča. No, in ker vidimo, da z realnim prikazovanjem stanja, z opozarjanjem mi ne pridemo nikamor, smo se pač poslužili ene vrste državljanske nepokorščine, ali kako bi to imenovala, ali pa ene vrste nasilja. Mi smo se odločili, svet krajevne skupnosti se je odločil na svoji seji v četrtek 24. junija, da bo v primeru, da do petka 2. julija ne dobi jasnega zagotovila, da se bo z obnovo ceste začelo, jasno zagotovilo pa je, kot sem že rekla, podpis pogodbe, da bomo v tem primeru, da zagotovila ne bo, cesto 2.7. ob 18. uri zaprli za ves promet. Te ceste in ostalih cest v Smledniku se ne da primerjati, ali se strinjate s tem? Ja, seveda. Poglejte, cesta R314 je cesta republiškega pomena, je regionalna cesta, ki povezuje Ljubljansko, Škofjeloško, Kamniško regijo. Cesta je v takem stanju, če bi malo pretiravala, bi rekla, kakor ena gozdna pot. Če ostale ceste pri nas pogledamo, lahko rečemo, da smo mogoče lahko še kar zadovoljni. Res je, da se pozna večletni mačehovski odnos občine Ljubljana Šiška do podeželskih krajev. Jaz bi rekla, da je saj zadnje 3 leta, ko imamo na občini župana, ki je tudi doma iz enega vaškega ali pa primestnega kraja, sicer iz Preske, da je ta odnos drugačen. In to se pozna tudi pri nas. Zdajle trenutno se asfaltira cesta Vikrče-Smlednik. To je velika, da rečem, pridobitev, vendar je res treba povedati, to je cesta nižjega ranga, tle gre pa za cesto republiškega pomena.
Gospod Mlakar, smo v vaši pisarni. Kakšni so vaši odnosi s sindikatom, glede na to, da so vam prejšnji četrtek prepovedali vstop v tovarno? Ja, mislim, da s to sindikatom nič ne zamerim, zaradi tega, ker sindikalna borba ali pa politika je politika, ki naj v prvi vrsti zaščiti logično delavca, njegove pravice. Medtem ko pa je samo poslovodstvo, poslovodenje, je pa logično, zasleduje druge interese. Seveda prvi so interesi podjetja, če temu tako rečem, interesi kapitala, ki pa na drugi strani povejo ponovno to, kar naj bi delavec želel in kar naj bi mu socialno varno zagotavljalo, je pač pozitivno poslovanje, ustvarjanje profita in tako, da se na istih linijah ponovno srečamo. Torej, kar se pa tiče sklepov sindikata glede odgovornosti direktorja v tem podjetju, pa bi rekel sledeče. Smo v pluralistični družbi in vsak ima pravico, da po svoje misli. Seveda pa žalostno takrat, kadar misli, da so vsake trditve resnične. In zaradi tega se je potrebno zelo, zelo paziti v takih primerih, ker javno mnenje lahko ustvarja pozitivno ali pa negativne posledice, predvsem za kolektiv ali pa za imidž firme, kar pa je ponovno tangira samo poslovanje. Torej, rekel bi pa tako, da obtožb sindikata nimam namena komentirati, ker so preprosto neresnične. Kdo pa je sedaj pravno formalno lastnik tovarne Goričane? Ali je to Sklad Republike Slovenije za razvoj in kakšno pomoč so vam ponudili v tem primeru? Poglejte, Goričane je bilo družbeno podjetje do leta 1991, ko se je transformiralo v delniško družbo. V tem podjetju smo imeli dva tuja partnerja, ki sta vložila cash kapital in to po oceni, da je podjetje zelo dobro, da je podjetje zelo dobro vodeno. Tukaj sta dva tuja partnerja iz Avstrije, ki imata približno 20% delnic. Potem sta dva domača partnerja, to je Aero in Cetis, ki imata 5% delnic. In razlika je bil tako zvani družbeni kapital, s katerim je upravljal delavski svet oziroma kolektiv. Ko je prišlo do nesrečnega zaprtja celuloze, mislim, da je javnosti dovolj poznano, kakšna tragedija se je tukaj zgodila, je na zahtevo podjetja, da tovarna pokrije stroške, ki so nastali z zaprtjem celuloze, in vlada je dala izdelati oceno, koliko ti stroški znašajo za leto 1992, in Gospodarska zbornica Slovenije je naredila elaborat za vlado in ti stroški so v letu 1992 znašali 19 milijonov mark. In potem je vlada sklenila lansko leto na predlog ministra Šešoka, takratnega, da se podjetje prijavi med 100 podjetji, ko je bil razpis za sklad, in da bo vlada preko sklada saniralo to stanje. In od takrat naprej je 75% lastnik Goričan, Sklad za razvoj Republike Slovenije. Kakšno pa je sedaj finančno stanje podjetja, ali proizvodnja teče? Torej, podjetje je imelo še po zaključenem računu 1991 82% lastnega kapitala, kar je bilo po oceni firme Coopers pri razvrščanju podjetij pri Abanki, kjer je naše podjetje delničar, je bilo podjetje razvrščeno v grupo A, se pravi grupo, ki so
likvidna, kreditno sposobna, ki naj imajo najugodnejše kreditne pogoje in tako naprej. Z zaprtjem celoze se je situacija začela takoj slabšati, ker je bila vsaka proizvedena kila papirja dražja, kot je bila pa prodajna cena. No, sklad je zahteval od države, prav tako kot Goričane same, pokritje teh stroškov, ki jih je Gospodarska zbornica izračunala za vlado Republike Slovenije, toda tudi sklad ni imel sreče, pač v budžetu tega denarja ni bilo in tako se je ta agonija stopnjevala. Tako da vse do letošnjega maja nismo mogli najti oblike, kako rešiti Goričane. Sklad je pripravljal, da bi ustanovili vzporedno podjetje, ki bi najel en del Goričan proizvodnjo papirja, ostali del Goričan bi pa in zaposlene bi prepustil pač ali državi ali karkoli, verjetno v končni fazi v stečaj. No, vodstvo Goričan smo bili solidarni in smo zavrnili ta projekt pri skladu. Danes smo lahko zadovoljni, da smo to storili, zaradi tega, ker vidimo, da je sklad šel po enakem principu v Krškem in da je Krško spuščeno v stečaj. Vidim. S tem, da je parlament ugotovil, da so bile Goričane zdrava firma, nikdar v izgubi, da je bila firma dobro vodena, da ni bilo napačnih poslovnih odločitev in da za tako oceno stoji tudi tuji denar, ki je bil vložen v to podjetje, ker verjetno v eno slabo podjetje tuji kapital ne bi bil vložen. In prvi rezultati poslovanja kažejo, da je možno doseči pri nakupu nabavi surovin zelo ugodne pogoje, če so zagotovljena sredstva, nabavne pogoje, se pravi ugodne cene, kar je bistveno pri proizvodnji papirja. Tako da prvi rezultati po teh ukrepih kažejo na to, da vkolikor bi prišlo do cirka 60-70% izkoriščenih kapacitet v papirnici, da bi bila že doseženo pokrivanje vseh stroškov v lastni ceni. V soboto, 3. julija, je bila v Zbiljah skupščina ljubljanskih zelenih, kjer so izvolili novo vodstvo in predsednika Petra Štiglica. Gospod Vanja Gošnik, zakaj je prišlo do izredne skupščine ljubljanskih zelenih v Zbiljah? Zakaj v Zbiljah? Pogled za nama bo povedal vse. Nas zelene imenujejo nekateri smetarji, češ kjerkoli se pojavi kaj narobe, kjer so smeti, kjer je onesnaževanje, tam smo zeleni takoj klicani, češ kaj pa ne počnete tega, za kar ste. No, mi bomo danes imeli tudi bolj resno razpravo o problemu Zbiljskega jezera, saj je tukaj direktor elektrarne. Zato bo kaj več mogoče o tem povedati šele kasneje, potem pogovor, vsekakor pa je zadeva nemogoča. Vidite, kako je Mulj pogledal na plan, ker je gladina pač znižana. Jezero je praktično, po mojem mnenju, laičnem sedaj neuporabno za turizem. To zadevo vsekakor je treba rešiti, pa to ni problem Zbilja, ampak tako rekoč celotne Gorenjske. To je zato v Zbiljah. Zakaj pa izredna skupščina? Preprosto gre za nadaljevanje konsolidacije zelenih Slovenije. Ljubljanski odbori so seveda zelo pomemben sestavni del zelenih Slovenije in današnja skupščina je pravzaprav namenjena utrditvi delovanja povezanih ljubljanskih odborov, saj sedanji izvršni odbor mesta Ljubljane praktično deluje nelegalno. Ne zato, ker so v njem odpadniki zelenih Slovenije,
temveč zato, ker bi morali imeti skupščino že leta 1992. Mandat je namreč potekel prejšnjim organom in danes bo stvar rešena. Seveda pa je cilj vsega tega povezovanje pri reševanju okoljevarstvenih vprašanj in problemov, ki jih je v ljubljanski pokrajini zelo veliko. Gospod Bertoncelj, ali ste se domenili kaj konkretnega glede Zbiljskega jezera? Kaj konkretnega se v tem momentu in v tej sredini nismo mogli domeniti, ker glavna naloga tega zbora je bila, da se ponovno, glede na razcep, ki je bil pri zeleni Ljubljane, formirajo in začnejo delati. Je bil pa izvoljen danes odbor, ki naj bi dal odgovore tudi na to vprašanje. To se pravi odbor na področju Ljubljane, ker je to ljubljanski problem, ker naj bi neke rešitve bodoče nakazal. Ja, kaj mi konkretno tle v Zbiljah lahko naredimo, bi rekel, da sila malo verjeten, razen da na te velike bobne bobnamo. To se pravi, da iščemo pomoč, ker teh 600 ljudi, ki tu živi v tej okolici, z neko voljo, z fizičnim modelom, z vilam, z grabljem, ne more te, bi rekel, tretjine Šmarne gore nekam spraviti ali pa sanirati. To, da hočem s tem povedati to, da ni to problem naše vasi, ki to v glavnem dobila iz Gorenjske, ampak je to, niti ni to šišenski problem, ker presega možnosti neke občine, ne glede, če je to Velika. Je pa to ljubljanski problem in tudi slovenski problem. In za Ljubljano je pa ta bi lahko rekel, da je biser, če ga ne vidiš pod vodo, izredno važno. Izredno važno. To je v neposredni bližini in to je ena čudovita stvar. Ljudje, ki tu živijo na tej lokaciji, v tej okolici, so tako čudovito v zadnjih mogoče 4-5 letih uredili od trgovin, gostinskih objektov, lokalov, privatnih hiš. Vse je nekje čisto, zarožen, zasejen in tako naprej. Edina zadeva je tole, ki jo je treba urediti. Z naše strani od zelenih pa denarja nimamo, to je sigurno, lahko pa prepričamo neko politično voljo, da se te stvari začnejo in zavest, da se začnejo urejevati, predvsem Ljubljančanov, ker to je največ v njihovem interesu. Knjižnica ob Sotočju je v torek pokazala še eno plat svoje žlahtnosti. V večernih urah je bila predstavitev knjige Petra Kovačiča Peršina Zaveza slovenstvu, ki je za mnoge, ki so jo prebrali, več kot provokativna. Prav prostori nove knjižnice so omogočili, da so avtor ter njegova prijatelja, dr. Janko Prunk in dr. Boštjan M. Zupančič, zanimivo, sproščeno in zgoščeno govorili o bistvenih potezah, ki so omogočali nastanek slovenskega naroda. Hkrati pa je Peter Kovačič Peršin nakazal tudi bistvene elemente, ki bodo vsekakor zaznamovali slovenski narod v naslednjem tisočletju. Iz daljšega razgovora smo za vas, drage gledalke in gledalci, izluščili nekaj značilnih delov. V tej knjigi se mi poraja neverjetno vtis, kljub temu, da je mečkena, vtisi o tem, kdo je Peter Kovačič, kako piše, komu je on v tej slovenski entiteti, v tem slovenskem, ko bi rekel, v tej slovenski monadi, v tem slovenskem občestvu v zadnjih pol stoletja zavezan, a je tu on nekaj novega in drugo potem, kako on to počne in konkretno v sami tej knjigi. In prva reč, ki me zdaj še enkrat zopet, tudi ko slišim kolego profesorja Zupančiča, ki je postavljal, da je knjiga pač temeljno razmišlja o narodu, se mi je porodila ena primerjava, ki jo moram reči, da je Peter Kovačič neke vrste nadaljevalc takega razmišljanja
in tudi načina, ne samo idejno, tudi kot svojim načinom delovanja, kot je bil pred vojno Edvard Kocbek. Zakaj? Edvard Kocbek je bil v tistem svojem levem krščanstvu razmeroma sam. To se pravi, izhajajo iz dveh komponent, iz nekega humanizma in iz nekega krščanskega etosa, komur je tudi zavezan, čemur je zavezan tudi Peter Kovačič. Zame osebno, sem že rekel na prvi predstavitvi, predstavlja nek poskus preseganja segmentacije družbenih znanosti, ki so se zgodile v 19. stoletju in so se nadaljevale še v 20. In vsaka znanost, zdajšnja, tako imenovana znanost, človekoslovna, Peter nov izraz celo uvaja, se mi zdi posrečen, mislim, da si tako rekel. Ne? Mi rečemo včasih humanistične, ne? Telo, sem vesel, da pravzaprav seže precej daleč nazaj, zlasti pa mene osebno za mojo bodočo rabo upozoril le, da je ena ključen preobrat v slovenski, saj idejni duhovni preobrat v slovenskem narodnem razvoju je protestantizem, protestantska akcija s knjigo, z kultiviranjem slovenskega jezika v moderni jezik. In takrat se zgodi tisto, na čemer smo še danes zavezani, da se takrat Slovenci izpostavimo iz kulture, kot narod, ki raste iz kulture, in temu praktično ostajamo zavezani ves čas. Ne samo zaradi tega, ker smo tako zelo kulturni, ampak ker druge možnosti nismo imeli. Osnovno izhodišče in osnovno predvaje tega, eden izmed teh, ki je pa tudi eden izmed bistvenih iskric te knjige, je pa, da je slovenski narod neka v končni konsekvenci le kulturna entiteta, vse druge se bodo v prihodnem času precej integrirale v neko, recimo idealno, da verjamemo v neko združeno Evropo, morda v 2-3 generacijah, in da bo postala civilizacija evropska, precej evropsko univerzalna. Ampak jaz mislim, če smo zmagali, če smo zdržali v tolikih preizkušnjah zgodovinskih, civilizacijskih, bomo najbrž tudi v tej tako dolgo, kot bojo Danci ali pa Norvežani. To je moj nekak kredo in jaz mislim, da je pravzaprav to tudi kredo knjige Kovačičeve, ki pa v tem veliko bolj določno in bolj disciplinirano govori, kot sem znal jaz tle zdaj povzeti. Hvala lepa. V tem obdobju prihaja narod, posebno pa njegova realizacija v državo, nacionalna država, tako imenovana, v krizo. Zato, ker seveda mednarodna integracija odpravlja nacionalno državo, ta problem opažamo v Zahodnji Evropi, mi težimo v Zahodno Evropo, vemo, da to je en ključnih problemov in bo še hujši problem, ko se bo Evropa resnično integrirala v eno naddržavno enoto. Na drugi strani je nacionalna država in norveški narod rezultat merkantilistične družbe. Namreč industrijska, kapitalistična družba rabi za svojo ekspanzijo območje naroda oziroma rabi za svojo elitu neko komunikacijsko sredstvo, ki je najširšemu ljudstvu dostopno, to je pa seveda ljudski jezik. Ko pa seveda ta merkantilistična družba gradi svojo državo, ne bo upoštevala vsakega jezika, vsakega še tako majhnega naroda, ampak išče primerno veliko ljudstvo, v območju katerega lahko organizira avtarkično, se pravi samozadostno, ekonomsko in politično strukturo. Tretji segment, ki ga obravnavam, ki je pa značilen za konstituiranje evropskih narodov, je, da se evropski narodi formirajo, oblikujejo izrazito po kulturni akciji, ne po politični. Zato nam govori renesansa, ko se recimo pri Italijanih, pravzaprav na osnovi kulturne akcije, na osnovi jezika ljudskega, ki ga Dante v svojih pesnitvah postavi za novo, visoko kultivirano govorico, za nov knjižni jezik, namesto latinščine, formira narod
moderen narod Italijanov. Kovačič je na koncu še opozoril, da bi morala slovenska politika tudi ob svojem sedanjem delu upoštevati osnovne izkušnje preteklosti, da ne bi ponavljala nekdanjih napak. Spet je čas počitnic in dopustovanj. Veliko si jih letos ne bo moglo privoščiti morja. Vprašali smo se, kakšne možnosti imamo v svoji bližini Medvoščani. Voda imamo dovolj, čeprav ne prav čistih, in v tej poletni vročini se pač prileže zaplavati v hladni vodi ali se ob njej vsaj malce nastaviti sončnim žarkom. Morda posrkati vrček hladnega piva. Kam torej? Rateško jezero, imenovano tudi Medvoško morje. Jezero je nastalo zaradi dviga podtalnice ob izgradnji elektrarne v Mavčičah. Ob njem je moč najti prijetne kotičke in tudi voda je dokaj čista. Sicer pa nelegalno in neurejeno, vendar popularno. Nekdanje kopališče Sora. Pozor, hud pes. Vročina pa nas včasih prisili, da zamižimo na eno oko, če ne kar na obe. Jez ob tovalni celuloza. Zbiljsko jezero. Tu vas misel, da bi se namočili v hladni vodi, takoj mine. Lahko pa se nastavite soncu ob hladni pijači, se odpravite na vožnjo s čolnom ali pa si poiščete miren kotiček za piknikovanje. Kamp v Dragočajni. Sončenje, hladna pijača, kopanje na lastno odgovornost, piknikovanje, tenis, košarka in še kaj. Mavčiško ali tudi Praško jezero. V Ribiški koči vam postrežejo z okusnimi postormi, na duhovit način, jeste jih z roko. Prijetno, mirno okolje, možnosti za ribolov in prostori za piknikovanje. Toliko za enkrat. Izbira pa je vaša.